Marčič, najprej čestitke, da si se živ vrnil iz Rallye Dakar, sicer si ga predčasno končal, ampak prvič se marsikomu to zgodilo. Pa me kar na začetku zanima, kako si se v bistvu pripravljal na Rallye Dakar. Je recimo za nas laike si ne znamo predstavljati, ali na Rallyju Dakar bolj trpi psiha, ali je telo fizično, mora biti zelo dobro pripravljeno, kje je bil večji poudarek? Ja, težko reči, kaj bolj trpi, ne, oboje trpi, ne, ampak ja, kaj jaz vem, no, zdaj za res one vrhunske rezultate, ne, je važno, da imaš psiho porihtano, ne, najprej, v prvi vrsti pa jasno moraš se pripraviti telesno dovolj dobro, ne, da zmoreš napore skozi celih 14 dni. Jaz zdaj tisto, kar sem odpeljal 3 dni, sem imel občutek, da sem se vrel pripravo, ne, pa fizioterapeute to tudi jaz naredil potem svoje neko dirkanje na nekem nivoju. Tako da ja, zdaj psiha pa začne peč pol, ne, drugi del dirke, ne, pa pol tudi pravi, pravno se pol pokaže, ne. Tako da ja, moče to vedeti, kaj več povem. Okej. Pa da se vrnemo nazaj, da si sploh lahko prišel zraven, je stalo kar nekaj denarja. Mislim, da govorimo tukaj o dobrih 50 000 evrih. Ja, tak nekje, ja. Pa me zanima, kako si v bistvu ti, ker brez sponzorov seveda ne gre nič, kako si ti svojim sponzorom predstavil svojo panogo, ki bi rekel, da za večino sponzorov ni toliko zanimiva, ne? Ja. Tudi glede reklame na motor sicer lahko dajo kakšen svoj logo, ampak to je na nek način vse. Mogo si pa zbrati veliko količino denarja, ne? Kakšen pristop si imel, da si to dovolj dobro prodal? Ja, težko je bilo, ne, učil sem se čez celo leto, čez cele 2 leti zadnji dve, ko sem bolj aktivno pač zbiral, ne, za ta projekt. Trebalo, ja, res Slovenija ful ni zanimiva, ne, za neke velike sponzore, ki so v tej branži, ne, nismo zanimivi, ne, ker je pač mali trg, ne, to je logično, ne, zato je pač treba notranje, ki pa niso, tako si sam omenil, ne, niso direktno povezani z to panogo, ne, ampak glej, pol pač probaš, čeprav nekih velikih državnih firm nismo bili uspešni, ne, to so bila bolj manjša podjetja, večinoma v privatni lasti. Ki se večinoma ukvarjajo z motošportom? Tako, ali si lastnik, ali si nekdo naklonjen temu, ne, bolj pa je potem nekako lažje preučiti to zgodbo. Nekateri so tudi bolj, ko so na koncu videli, da smo bolj na solidarnostno noto pritisnili, ne. Tako da letos je bil kar problem, ker je bilo pač prvič vse skupaj, ne. No pa, da zdaj greva lepo po etapah, uspelo ti je dobiti sponzore. Prišel si na Rally, jaz sem te seveda spremljal vsakodnevno, kaj se dogaja s tabo, in zelo se mi je zdelo zanimivo, da si povedal si, da je že v bistvu preboj skozi tehnični pregled ena mala zmaga na Rallyju Dakar. Ja. Pa če lahko poveš, kako to zgleda na hitro. Ja, zgleda tako, da ti v bistvu priješ tja in pa imaš 12 nekih, oziroma ne 22 nekih kontrolnih točk, ne, na začetku vidiš, da znate en velik karton, kot neki zdravniški kartonček, in pol ti na vsaki tej točki v enem velikem kazinu je to bilo, oziroma hotelu, ti dajo en štempel, če imaš jasno vse izpolnjeno, tam pa ti pol pogledajo, če imaš vso medicinsko dokumentacijo, če si poravnal jasno vse stroške in kavcije in samo štartnino. Skratka, pregleda tudi motor? Tudi, ja, jasno, na koncu tudi motor, še prej pa vse papirje od motorja, če imaš vize za vse države. Stvari je ful, ne, 22 kontrolnih točk, ne, in valjda vsako to kontrolno točko, ko prideš ti tja, pred sabo gledaš nekoga drugega, ki ga ne spustijo skozi, ne, ki ga zaplakajo, ker nič se nima, ne, in valjda se samo vprašaš, kdaj boš ti na vrsti, ne, da te bojo zavrnili, ne, in lahko se ti zgodi, da sicer dobro v malih primerih, ne, ker vedno ekipa potem stopi za tekmovalca, ne, pa nekako, tako je tudi pri meni bilo, ne, jaz recimo za samo kaucijo, ne, bi mogel imeti kreditno kartico, ne, to je sicer pisano, ampak jaz sem mislil, če bom prišel tam z znanom pod cashem, bom to kaucijo lahko poravnal, pa da mi konec dirke ta cash nazaj, ne. Na koncu je bilo tako, da casha niso imeli, ne, in če mi ne bi ekipa, mehanik dobesedno rešil s kartico, ne, ne vem, kako bi se to končalo, ne, verjetno bi že kdo drugi z ekipe, kakvi so tekmovalec, ne. No, in ta zmaga je bila potem dosežena? Ja, to sem pol zrihtal, ne, ko so mi pomagali vse skupaj, ne, sicer sem za Švico kar malo zraven, sem si Švico ful, ne, pa
No in potem ti je uspelo, potem si prišel na dirko. Tako, potem mi je uspelo. No in kaj si ti recimo, ko tak z polnim plinom odprtim drviš po tistih brezpotih, kaj se ti plete po glavi? Je čas, marsikaj, ne. Recimo se kdaj spomniš tudi na svoj domači kavč v dnevni sobi, kak bi zdaj rajši tam? Povojem, da proti koncu dirke se spomniš pa še kak dobro na svoj kavč, ne. Jaz v prvih 3 dneh ne, sem res užival, vsako minuto sem prav, ampak ja, misli pa ti rojijo čez glavo, ne, marsikere, ne. Spomnim tistem na Lajsionu, ne, torej na povezovalnem delu, ko ni takega pritiska, da moraš čim dela biti, moraš pa biti časovni noti, če se pelješ na manj tempo, to časovni noto vloviš. Tako da tam vse stvari razmišljaš, ne, od tega, kak si prišel tja, kaj je bilo, kaj še bo, doma, tretje, vse. No pa, da si bodo naši gledalci lažje predstavljali, koliko je sploh recimo poprečna hitrost motorista, ko ga piči skozi tiste brezpotja, puščave in prelaze, koliko je? Ja, zdaj sama poprečna, ne, zdaj celo etapo, če pogledaš, ni zdaj tako... Pa recimo najhitrejši deli? Najhitrejši deli so lahko poprečna tudi, ne vem, en del je bil na drugi etapi, recimo, ki je bila najhitrejša etapa, je bil en del po 20 minut pa ure, ko nisi spustil gasa po 120 sploh. Ne, tako od 100, koliko je letel motor, ta je sicer kopalo v prazno, tako da jaz ga več kot 146 nisem uspel spraviti, ne. V tistem terenu letijo motori, drugače ti tam tudi do 170, ne, ampak enostavno... In to je, kakva je podlaga? To je pesek? Ja, to je bil tak pesek, ja, zelo široka šodratna pot je bila, ki je bila ravna in tako da je bilo pregledno, ne, tudi ko je bil vinek, je bil zelo rahel vinek, ne, 90 stopinj ali pa manj, ne, 90 je bil že kar, ne, tako da vse je bilo na drsenje iz zavojev, ne, nič z bremzo, ne, počasi lagodno noter, pospeševanje, ne, pač odnašalo kolo. Tam sem res užival in na teh delih je, ne vem, poprečna sigurno 120-130, ne, ampak to je, pa pride spet nekaj časnejši del, pa včasih recimo nasipina tu pade, ne, tako da ne vem, mislim, da je bila en dan je bila 90 na eni etapi poprečna prošla. No pa kolikor vem, tu v povprečju manj kot 8 ur na dan ne vozite, sigurno? Ne, manj kot 8 ur, ne, še to je predvsem malo, ne, redko da se vidi, je res 8 ur, ne, kakva krajša etapa, drugače pa po 12 ur imaš čevalo. No in kak je recimo z prehranjevanjem, ki je neka osnovna človeška potreba, je, če se lahko malo pošalim, hrana z nahrbtnika, ali ti 12 ur dejansko samo piješ? Hrana je z nahrbtnika, ne, torej predvsem... Ampak to pomeni, da si jo nosiš dejansko sam zraven? Sam zraven, tako. Edino vodo organizator poskrbi, ne, na kontrolnih točkah. Ampak verjetno imaš pa tudi nekaj s seboj? Ja, absolutno, 2 litra imaš skozi v tem vreči, ne, z kameli, ne. Tako, ja. Po pa še, jasno, to spiješ, to 2 litra to spiješ, čez eno kontrolno točko, ne, tako da po naslednji, potem, ko je do benzina, ne, iz sodov je tudi potem voda, da ga oskrbuješ. To drugače pa si, ja, večinoma si, zjutraj imaš zajtrk, ne, štartaš je vključeno 5, ko imaš zajtrk, po pa do večera praktično ne ješ nič toplega, ne. To se pravi, hrana z nahrbtnika? Hrana z nahrbtnika, tako, ne. Po pa pač popoldne, oziroma zvečer, ko pridemo nazaj, najprej takoj nekih kalorij, jasno, pa potem še enkrat večer, ne. 3 tople obroke. Zraven mi prenesel svežo poškodbo iz Dakarja, to je zlom dlančnice. Ja, v bistvu skafoidne kosti ali zapestjo. Aha, tako. Tak je rentgen pokazal, čisto natančno. No in opazoval, oziroma seveda sem spremljal tudi to tvojo nesrečo in tvoje reševanje in v bistvu, če sem lahko iskren, je to iz strani organizatora, to boš pa zdaj seveda ti bolj podrobno povedal, je izgledalo dokaj amatersko, tudi reševanje tebe, jaz sem občutek, kot da te rešujejo gledalci, tudi tisto vrv, ki so jo prinesli, je bila neka njihova zamisel verjetno, in tudi ko sem videl, tudi vodo so ti oni prinesli, zdaj pa me zanima, je to pač bil osamljen primer, oziroma ali je to dejansko tako težko, ali je tukaj malo amaterizma iz strani organizatorja? Ja, zdaj tako konkretno v tistem času, ko sem se poškodoval, ne bi mogel reči, no, ker res je, da organizator bi mi lahko rešil s helikopterom motor tam ven, ampak stvar je takšna, koliko bi motor rešil organizator, bi bila dirka za mene končana, ne.
Oni bi pač poskrbeli za motor, ampak potem, kako motor rešijo od nekot, je z tega konec. Zato pač domačini so bili, neverjetno sem bil presenečen nad mentaliteto Južnoameričanov, Argentincev sploh, da so bili pripravljeni pomagati, zvleči motor ven z špagami, z vsem, tako da oni so mi v bistvu omogočili, da sem dirkal naprej, zdaj v končni fazi potem to na koncu ni imelo nobenega smisla, ker tak in tak nisem končal. Ampak, ko je pač prišel doktor s helikopterjem do mene, je roko pogledal in je rekel, maybe it's not broken, to vzel kot not broken in pač probal, pa se je prepričeval, da ni zlomljeno. In si vozil še kaj, 150 km bolečina? Ja, 120 km, na začetku ni bilo tako hudo, ko pa teren postaja vedno težji, pa na visoko nadmorsko, ko smo prišli, pa je postalo, No, predvsem to, da si ti potem, kolikor vem, prespal še z enimi parimi tekmovalci na 4300 metrov višine. Tudi to me je presenetilo, oziroma sem začel tako razmišljati o amaterskih potezah organizatorja. Tisto pa moram res reči, da je bilo vse skupaj malo amatersko. Zdaj jaz ne vem, če je to res osamljen primer ali ne. Mislim, glede na visoko štartnino. Tako, res je. Pustili so nas celo noč v bistvu tam. Po noči helikopter češ ni letel, čez dan jih je bilo se toliko poškodovalo na prelazu, ki so bili življenjsko ogroženi, vse tako so nam rekli, da so jih mogli rešiti s helikopterji in za nas enostavno kao ni bilo časa. To je bilo, to moram reči, to je bilo malo amatersko. Ampak ostalo pa je bilo kar na nivoju, tudi hrana, vse skupaj. Se mi je zdelo, da je kljub vsemu dvignilo, če ne gledanost, pa vse zanimanje za letošnji Dakar. Sigurno, Tudi jaz sem to pričakoval, da mogoče malo bo, upamo, da je res bil odziv javnosti takšen, pa da bo to sponzorji znali prebrati, pa bo drugo leto lažje, za vsega si zagotoviti, predvsem da se ne mora beliti glavo do zadnjega dneva, če bo hinoče šlo vse skupaj skozi. To ti želi tudi ekipa dostopa. Hvala lepa. Si pripravljen na še težjo preizkušnjo, kot je bil Rally Dakar? Ne vem, če je malo me strah, roke se mi tresejo. Prvo bom sigurno, ne vem, če bo šel. Upam, da ne zlomiš še drugega zapestja. Ja, jaz tudi sem šel. 3, 4, zdaj!